Nahajamo se v Portorožu, kjer poteka drugi kongres klinične prehrane in presnovne podpore. Strokovnjaki na predavanjih govorijo o pomenu zdrave prehrane, o vsakodnevnem gibanju in o tem, kakšen pozitiven učinek ima športna prehrana na naše življenje. V kolikšni meri naj tudi rekreativni športniki se poslužujejo športne prehrane, dodatkov, proteinov, vitaminov, omega-3. Pač pri vrhunskih vemo, da je za njihov uspeh to skoraj da nujno. Ja, zdaj tu moram najprej eno stvar poudariti, da vsekakor jaz izhajam pri svojih stvareh iz lastnih izkušenj. In da ne glede, da vrhunski športniki jasno potrebujejo stroko, lahko, moje izkušnje nekoliko apliciramo na rekreativnega športnika. Treba je vedeti, da rekreativni športnik je po vsebnosti stresa v vsakdanjem življenju mogoče celo enako izpostavljen kot vrhunski, daje v bistvu samo eno vrsto stresa na telo, medtem ko pa rekreativni športnik zaradi vseh obveznosti ima nek koktejl stresa, kar mogoče celo slabše deluje na telo. Mitja Muri je poudaril, da je športna prehrana pri rekreativnih športnikih morda celo še pomembnejša kot pri vrhunskih, saj je veliko rekreativcev starejših, kar pomeni, da je potrebno za dober rezultat, ki je rekreativcem prav tako zelo pomemben, še bolj paziti na prehrano, trening, počitek in ostale dejavnike. In zdaj, kje prehranski dodatki dejansko pridejo v poštev? Pridejo v poštev zaradi tega, ker tekom dneva mi enostavno nimamo časa. Mi nimamo časa si predpripravljati te stvari in tu nam v bistvu ti dodatki nekako omogočajo enostavnost. Enostavnost uporabe, predvsem znotraj trenažnega procesa, to se pravi, kjer je zagotovitev, bom rekel, teh hranil, kjer je dovoljšni, bom rekel, kalorični vnos, izjemno pomemben. In tukaj seveda nam na nek način pomenijo nek izhod v sili oziroma berglo. Poudarja pa še, da je treba izdelke športne prehrane dodajati, ko je to potrebno, saj mora prehrana vsakega posameznika še vedno temeljiti na raznovrstnosti. Predsednik programsko-strokovnega sveta na Triatlonski zvezi Slovenije in nekdanji vrhunski športnik pravi, da mu je športna prehrana zagotavljala zadosten kaloričen vnos, ki ga vsak športnik potrebuje. Vsi govorijo o tistem oknu 30 minut, da je te treba nadomestiti. Jaz pravim, da se okno začne minus 30 minut. To se pravi 30 minut pred treningom in od tam naprej je treba razmišljati. In tu noter seveda je možnost implementacije teh prehranskih dodatkov. To se je treba zavedati tudi zaradi tega, ker okrog treninga je, bom rekel, apetit problematičen, če pred treningom ješ nekaj takšnega, ki ti pade v želodec, ni v redu in tako dalje. In tukaj je priložnosti, da predvsem, da odgovorim na vprašanje, kje so učinki. Ja, hitrejša regeneracija, to se pravi boljše zdravje. Sam še danes zauživa več izdelkov športne prehrane, ki mu pomagajo pri boljšem počutju tekom celega dne. Jaz vsekakor gledam, da je izdelek, ki vsebuje, to se pravi hidrate, ki vsebuje spektr multivitaminov, ki vsebuje tudi beljakovine. To se pravi, to je v zadnjem času so tudi znanstveno podprte študije, da beljakovinski proteini znotraj, bom rekel, športnega napitka, ki ga uporabljamo med vadbo in pa po njej, to se pravi, gre za malo različne razmerja, v tem že nisem strokovnjak, ampak pomagajo pri regeneraciji. Se pravi, hitreje napolnimo glikogenske zaloge in hitreje se mišica obnovi. In zanimivo je to, kar se meni zdi zanimivo, da deluje sinergijsko. To se pravi, da ogljikov hidrat pomaga proteinu in obratno. To se pravi, to bi bil, bom rekel, tisti glavni izdelek. Potem je pa, bom rekel, tista osnova multivitaminski dodatek, zaradi tega, ker pač je zopet to pomeni berglo, zaradi tega, ker nimamo v vsakdanji prehrani in pa meni se je glutamin izkazal ne glede za dobro podporo regeneracije in pa imunskemu sistemu.